Graf zaporedja. Zdaj, graf zaporedja je v bistvu graf tako za vsako ostalo funkcijo. Imamo definicijsko območje, kjer je definiran, in pa zalogo vrednosti. Ampak za razliko od navadne realne funkcije, zaporedje slika iz množice naravnih števil v množico realnih števil. Kaj pa to v praksi za graf pomeni? Jaz mislim, da je najboljše, da to naredimo na enem primeru zaporedja. In sicer recimo, če imamo zaporedje a n, je n plus 1. Kako bi ga narisali? Ja, zdaj graf narišemo takole, ne, damo koordinatni sistem. Zdaj pa pogledamo, ne, kaj je naša neodvisna spremenljivka, kaj mi vstavljamo tu noter, ne. Ja, mi imamo različne n-je, se pravi, lahko imamo n je 1, 2, 3, 4, ne, prvi člen, drugi člen, tretji člen, četrti člen in tako naprej. To pomeni, da bomo na x osi, oziroma zdaj bo to n os, napisali, kateri člen je. Se pravi, imamo prvi člen, drugi člen, tretji člen, četrti člen, peti člen, šesti pa tako naprej, ne. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tako, na y os, se pravi odvisna spremenljivka, pa so vrednosti naših členov, se pravi, tu bo pa an. In tudi lahko si označimo os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne. Recimo takle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa dajmo zdaj vrisati te naše člene. Mogoče najprej izračunimo, če je n 1, 1 plus 1 je 2. Če je n 2, 2 plus 1 je 3, če je 3 je 4, če je 4 je 5 in tako naprej. In tole je v bistvu točka, ki jo vrišemo v koordinatni sistem. 1, 2. Se pravi, 1 v desno, pa gor za 2. To je naša prva točka. Druga točka je 2, 3. Se pravi, po 2 do 3. Tule, ne? Od dvojke gor za 3. Potem imamo 3, 4. Tule. 4, 5. Tule. In tako bi lahko tudi nadaljevali. Zdaj, nekako nas prime, ne, naša matematična želja, da bi to povezali. Pozor, zato ker mi vemo samo vrednosti prvega člena, drugega člena, tretjega člena, četrtega člena, petega, pa šestega, ne. Zato mi ne moramo tu vmes napisati 1,5 člen. Ni ga. In zato mi te črte ne povežemo. In to je vsa umetnost pri grafu zaporedja. Pri grafu zaporedja pač ne povežemo teh točk. Se pravi, pozor. Ne poveži. Prvih par členov izračunamo in jih označimo. Je pa res, da če bi tole bila naša funkcija, bi bila linearna funkcija, ne, bi bila f od x je x plus 1, dobili bi ravno črto, začetna vrednost 2, 1, bi naraščala in vse te lastnosti lahko določimo tudi temu zaporedju. Ta zaporedje narašča, monotono narašča, ne, in spodnja meja bi rekli, da je tule v dvojki, potem gre pa še samo navzgor. Okej, dobro, se pravi, to je graf zaporedja. Edina stvar, ki je tukaj nova, je, da točk ne povežemo. Na vodoravni osi je številka, kateri člen je, tu pa vrednost člena na navpični osi. To je graf zaporedja. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal.
Se vidimo.